Na progi Prilipe so se vozniki merili na drugi dirki Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Jan Pancar, znova razred zase. AMZS, Center kartinga in motošporta v Sloveniji vasi, je bil v znamenju druge karting dirke za državno prvenstvo Slovenije v letošnjem letu. Vozniki v državnem prvenstvu Slovenije v mini cestno-hitrostnem motociklizmu so se srečali na tretji dirki sezone, ki je bila na progi Raceland v Vrbini pri Krškem. Sven Cerjak je tekmoval v Franciji na kvalifikacijski dirki za uvrstitev v finalno serijo letošnjega evropskega prvenstva posameznikov v Speedwayu. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Proga Prilipe je bila prizorišče druge dirke Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Organizacija preizkušnje je bila v rokah članov AMD Brežice. Glede na to, da imamo že od leta 1984 prirejamo tukaj motokros dirke na Prilipah, moram reči, da imamo kar precej izkušenj. Na vsaki dirki se nekaj novega naučimo. Seveda danes je veliko bolj sodobna tehnika, tako da smo progo temeljito preparirali pred dirko in jo tudi ustrezno zalili, tako da praktično ni bilo prahu, kljub velikemu številu voznikov. Proga je bila pripravljena tako, kot se zagreje, poprezana, zalita. Prva vožnja, tudi lepo so se naredili kanali, tako da moram pohvaliti organizatorja, kar se tiče priprave proge. Danes je bila proga mi zelo všeč. Pripomogel je tudi dež po noči, prejšnji dan so jo dobro zalili, naredile so se dobre špure in luknje. Ni bilo najbolj oprijema, bila kar spavska in nevarna. Proga zjutraj je odlična, ker je po noč malo deževalo, včeraj so jo zalivali. Potem je bila pa kar dokaj suha, škoda, da niso malo vmes polili. Prvi so se za nove točke Elf državnega prvenstva merili v razredu MX85. Tim Repnik je bil tokrat najboljši in je v obeh vožnjah ugnal vse tekmece. Leo Gajser, zmagovalec uvodne preizkušnje v Mačkovcih, je bil tokrat drugi. Tretji pa Anže Dobrotinšek. Prvo vožnjo sem imel srečo, da je Lovro Tomerviču padel demper iz motorja, zato je bila diskvalifikacija in sem bil tako na koncu tretji. Je bil iskren Dobrotinšek, ki je nato v drugi vožnji uspel ubraniti skupno tretje mesto in je ob Repniku in Gajserju okusil čast, ki doleti najboljše tri na odru za zmagovalce. Veterani so vozili skupaj. Med mlajšimi v razredu veterani 40 je bil vnovič nepremagljiv Matej Žvan, ki je suvereno dobil obe vožnji z zajetno prednostjo. Drugo mesto je skupno osvojil Janez Ceglar, tretje pa Rok Krajc. Med starejšimi veterani v razredu veterani 50 je bil najboljši Leon Ferš. V obeh vožnjah je prvi prečkal ciljno črto ter se veselil lepe zmage. Na drugem mestu na odru za najboljše tri je stal dvakrat drugi Tomaž Jankovič, na tretjem pa dvakrat tretji Alojz Vogrinc. V razredu MX65 so se mladi vozniki brezkompromisno lotili proge. Najboljši na njej v obeh vožnjah je bil Matic Maček. Temelj za zmago si je pripravil z eksplozivnima začetkoma po odprtju štartne rampe. Dve drugi mesti sta skupno drugo mesto pripeljali srbskemu vozniku Viktorju Kolnookovu. Tretji na odru za najboljše tri pa je bil tokrat Lan Vrbek. Mladi upi motokrosa, ki šele začenjajo športno pot, so vozili za pokalne točke z motorji s prostornino do 50 kubičnih centimetrov. Na nekoliko prilagojeni progi se je pred domačimi gledalci najbolje znašel Ivan Janžek, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah. Drugo in tretje mesto skupno sta si privozila voznika s hrvaškima licencama, Samo Podobnik in Max Fijan. Sicer pa so bili vsi, ki so bili na progi v tem razredu, na koncu tekmovanja zelo zadovoljni.
Za pokalne točke so vozili tudi starejši motokrosisti. V razredu MX5V se je zmag v obeh vožnjah in tudi skupno prvega mesta veselil Teo Krajnc. Na mestih 2 in 3 pa sta se na odru za zmagovalce zvrstila Marcel Pezdirc in Maj Kotarc. V odprtem pokalnem razredu je bilo bolj napeto. Prvo in tretje mesto sta skupno zmago prinesli Nejcu Rajglu. Drugi in tretji skupno pa sta bila Matija Grahek in Žan Pintar. Razredi MX125, MX2 in MX Open so vozili skupaj. Med vozniki z motorji s prostornino do 125 kubičnih centimetrov je bil tokrat najboljši Taj Goleš, ki je dobil obe vožnji, čeprav v drugi ni šlo vse gladko. Sem padel v drugem vinku in sem bil zadnji, ampak sem uspel priti do prvega mesta in tudi končal kot prvi. Kos mu ni bil niti domači adut Aleks Novak. Danes mi ni bil neki najboljši dan. Sem pa naredil soliden trening, če ne bi bile napake, bi bilo vse boljše, ampak kaj je, ne moremo popraviti. Novak je kljub napakam zasedel drugo mesto, tretji pa je bil Jure Čuden, ki je prvič stal na zmagovalnem odru v državnem prvenstvu. Razred MX2 je bil v znamenju Jake Peklaja, ki tekmecem ni dovolil, da bi ogrozili njegovi zmagi v obeh vožnjah. Suvereno je slavil drugo zmago v sezoni. Za slovensko prvenstvo seveda si želim ta naslov, 5. naslov državnega prvaka, da dobim kristalno čelado. Bomo se trudili, da bo prišlo do tega. Za zdaj je na dobri poti. Drugo mesto si je z 2 drugima mestoma privozil Miha Vrh. Tretje na odru za zmagovalce pa je pripadlo Marku Millerju. Imel sem težave z rokami, čeprav v drugi vožnji kljub slabšemu štartu sem se sprostil in mi je na koncu uspelo priti do 3. mesta, tako da sem ponovno skupno na 3. mesto. V odprtem razredu je bil razred zase Jan Pancar. Vnovič je demonstriral vrhunski vožnji. Nazorno je pokazal, kako vozijo tisti, ki so v tem trenutku v razširjenem svetovnem motokros vrhu. Dodano vrednost tej dirki seveda so prinesli fantje iz svetovnega prvenstva, ki se udeležujejo dirk svetovnega prvenstva, to je Jan Pancar, ki je tudi nekako magnet za ljudi. Za drugo mesto sta se na progi udarila Lukas Osek in Žan Žaler. Boljši je bil slednji, ki je izvrstno štartal v drugo vožnjo in v uvodu prehitel tudi Pancarja. Živčen sem bil, sem gledal tudi nazaj, da vidim, ki je, če me je že dohitel, pa sem videl, da me je, sem na minko šel kar zunanjo, mu dal plac, pa naj naredi lepo tekmo in trening. Tako da z njim sem res zadovoljen. Končno ena dirka, ko sem se sprostil, pa počutil fajn. Na tretjem mestu je tako pristal Osek. Z njim nisem najbolj zadovoljen. Čez cel dan sem se počutil slabo, ni bilo najboljše počutje, ampak sem dal vse od sebe, koliko sem lahko dal in sem na koncu skupno 3. mesto. Za nami sta 2 od skupno 7 dirk ELF državnega prvenstva v letošnjem letu. Naslednja je na sporedu konec maja na sloviti Radizelski progi. AMZS Center kartinga in motošporta v Sloveniji vasi je gostil drugo dirko sezone državnega prvenstva Slovenije v kartingu. Organizacija preizkušnje v lepem sončnem vremenu je bila v rokah članov AMD Ptuj. Gledalci, ki so se zbrali v progi, so lahko uživali v vožnjah v 6 različnih tekmovalnih kategorijah, ki so štele za državno prvenstvo. V razredu mikro, v katerem vozijo najmlajši vozniki, ki šele stopajo na športno pot, so se vsi pogumno lotili proge in ovinkov. Najboljši po 3 vožnjah je bil tokrat Renej Štokl. Na progi nisem imel nobenih problemov, zato ker je bil Jošt ful bolj odzadaj za mano in sem se peljal sam. Jošt Bovha je osvojil drugo mesto. Na zmagovalnem odru pa je Štoklu in Bovhi družbo delal še Matija Vlačič. Razred mini je bil v znamenju Timona Grgiča, ki ni dovolil presenečenja, čeprav mu na progi ni vse teklo, kot si je zamislil. Je imel tudi malo probleme v prvi pa drugi vožnji,
ni hotelo zavijati, pol v tretji je šlo pa vse po planu. To ga ni vrglo iz tira in je vseeno vozil mirno in natančno v ovinkih ter suvereno slavil zmago. Jacques Krajnc, zmagovalec prve dirke v Jezolu, je bil drugi, tretje mesto pa je osvojila Neli Štrajhar. Razred junior je zaznamoval dvoboj Maja Rakuše in Nika Breclja. Slednji ni bil prav zadovoljen s svojim nastopom. Z našim nastopom sem srednje zadovoljen, saj v prvi dirki sem samo vrli ven in pa samo čez 3 dirke nadoknad, kar sem zgubil. Nadoknadil je tako, da se je na koncu dneva lahko vseeno veselil skupne zmage. Rakuši je pripadlo drugo mesto, tretje pa si je privozil obetavni Filip Ferk-Žerak. V razredu Rotax Max so na svoj račun prišli gledalci, saj so lahko spremljali ogorčen boj za prvo mesto, za katerega sta se potegovala Nik Trobec in Maj Sadar. Odločila je tretja vožnja. Z motorjem nismo bili glih najbolj zadovoljni, po ravnini smo kar veliko izgubljali. V drugi dirki smo imeli še malo težav z drugimi tekmeci, ampak sem itak da zadovoljen, ne? Prvo mesto še vedno. Trobec je tako pristal na drugem mestu. Tretje na odru za najboljše 3 pa je zasedel Nejc Košenina. Razred DD2 je bil ponovno povsem pod kontrolo Dimitrija Mlakarja. Lanskoletni državni prvak v tej kategoriji je vozil zelo precizno in je zanesljivo ugnal vse tekmece. Današnji nastop bi ocenil za perfektno, ker sploh nismo imeli nobenih težav. Že včeraj smo pokazali neizjemno hitrost in to smo danes pretvorili v zmago. Je bil zelo zadovoljen dobitnik kristalne čelade na lanski prireditvi AMZS Motošportnik leta. Na odru za najboljše 3 sta na koncu dneva ob Mlakarju stala Taj Šiler na drugem in Andro Pertot na tretjem mestu. Tekmovalci v razredu KZ2 so prav tako pokazali zvrhano mero občutka za drvenje skozi ovinke ter pritiskanje pedala za plin na ravninah ob pravočasnem pojemanju hitrosti pred zavoji. Jutro je malo bil boljši oprijem, ja, pa motorji so malo mogoče boljše funkcionirali, kot pa zdaj, ko je bilo več vlage. Najboljši v teh razmerah je bil Janez Vok. Na zmagovalnem odru sta mu družbo delala drugouvrščeni Jan Krivec in tretji Borut Jemc. Med društvi so največ točk za državno prvenstvo osvojili člani AMD Šlander Celje pred Ptujčani in tistimi, ki vozijo za AKK Sportstil. Tretja dirka sezone bo predvidoma v začetku junija na progi Bruck v Avstriji. Kako čudovit dan za dirkanje. Raceland v Vrbini pri Krškem je gostil dirkače mini cestno-hitrostnega motociklizma, ki v sezoni 2026 vozijo v državnem prvenstvu Slovenije. Dirko so pripravili člani AMTK Koper. Po deževnem tednu je bila dirkaška nedelja popolna. Pogoji za dirkanje so bili ravno pravšnji, dirkači odločeni, da iz sebe in tekmovalnega dvokolesnika iztisnejo vse, kar lahko. Tradicionalno so tretjo letošnjo preizkušnjo začeli dirkači Minimota 10, ter po Primorski in Štajerski je zastavo zmagovalca tudi v Posavju izobesil Kristjan Možina. Leto še neporaženi mladenič je bil neustavljiv in tako suvereno prehitel Nejca Farkaša na drugem in Aleksa Cerarja na tretjem mestu. Zelo sem bil vesel, ker sem dan zmagal, ker že 3 dirke nisem imel padcev, pa pol so zati imela še od prejšnje dirke zobniki gor, pa so probavala, pa so pa dala za Krško, pa je šlo pa še hitreje. Ker so bili sočasno na stezi tudi vozniki Minimota 14, so najmlajši lahko sledili svojim vzornikom. Med njimi je tudi nekdanji prvak Tim Komel, ki vnovič cilja na izjemno sezono. 2 odlični vožnji sta mu prinesli 50 prvenstvenih točk, a se je zanje dolgo in pošteno boril s konkurenti. David Ivanušič, ki je bil drugi, je napadal nekaj časa, vedno nevaren pa je bil tudi tretjeuvrščeni Adam Sattler.
Današnji dirki sta bila v redu, tudi z Openom sem zelo zadovoljen. Težko tudi ni bilo toliko, ker dosti ljudi je odstopalo in ne vem, zgleda, da sem imel dober tempo. Med najstarejšimi vozniki na najmanjših motorjih v razredu Mini Moto Open ni bilo presenečen. Do 2 zmag je prišel večkratni državni prvak Slovenije Jan Poropat, ki pa je moral pošteno privijati ročico za plin, da je prišel do 2 zmag. Hiter je bil na koncu drugovrščeni Luka Lenko, tretji pa Tim Komel, ki že vso sezono nastopa v 2 različnih tekmovalnih kategorijah. Današnji dan je šel precej v redu, nisem imel nobenih težav. V drugi sem imel malo težave s klopko pri štartu, mi je malo zadrsnila. Pol sem mogel nadoknaditi s tem, da sem prehitev nasprotnike. Imeli so tudi oni neke nesreče, tako da na koncu je šlo meni vse v redu in sem zadovoljen. Gneča je bila glavna tema in edina beseda, ki so jo dirkači razreda skuter imeli v mislih. Veliko število dirkačev na štartu je bila sicer dobrodošla popestritev dirkaškega konca tedna, predvsem za gledalce, za dirkače pa nekoliko manj. Marko Pucar je bil tisti, ki je najbolj manevriral med vsemi in si najbolj spretno izboril vodilno mesto. Najstniku in novincu sta se na zmagovalnih stopničkah pridružila oče in sin, Zdravko in Andrej Ramšak. Na začetku je bilo malo čudno, pol mi je bilo v redu, ki sem se znašel in bilo lepo dirka, da sem imel s kom se dajati, ne. In lepo, ni nobenega paca, ni nič. Če bi dirkači elitnega razreda MotoGP gledali pogumne vožnje mladih dirkačev razreda Mini GP10 v Krškem, bi zagotovo rekli: fantje, še naprej dirkajte tako pogumno. Bili so drzni, iskali priložnosti in na koncu tvegali, ko je bilo to potrebno. Največ znanja, ki ga nabira predvsem v Italiji, je tokrat znova pokazal Jakob Štiftar. 2 vožnji, 2 zmagi, ki sta zadostovali, da je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Se mi zdi, da sem dober štartu, da sem lepo prehitel Sehiča in pa sem mirno odpeljal dirko naprej in je bilo dobro. Dolgo mu je sledil hrvaški predstavnik Sebastian Šehić, ki pa se je moral po odpeljanih 20 minutah in 4 krogih zadovoljiti z 2. mestom. Med najboljšo trojico se je pripeljal še David Štilec. Kategorijo višje v Mini GP12 je odlično kazalo Kaju Zupanu Vehaboviću, ki je dobil 2. vožnjo, vendar je zaradi tehnične napake in posledično pomoči na stezi ostal brez točk v 1. vožnji. Njegovo smolo je s pridom izkoristil Urh Kovačič, ki se je tako veselil 1. zmage v sezoni. Anže Rupnik je bil 2. najhitrejši, Hrvat Aleksandar Zidarič pa je 3. Če smo pričakovali tukaj v Krškem za zmago, ker smo navajeni te steze, smo veliko tudi trenirali tukaj s prejšnjim motorjem, tako da je bilo kar v redu. Naporno, ampak v redu. Ko so na štartu zahrumeli motorji razreda Supermoto, so vsi na Racelandu pridrveli ob ogrado. 21 dirkačev je bilo pripravljenih, da v želji, da bi bili prvi, skurijo svoje gume. Biti prvi med zelo hitrimi vozniki je uspelo le Andražu Osenko Drčarju, ki je v Gneči našel prosto pot. Ko je bil enkrat v ospredju, se ni oziral nazaj in je prišel do vseh razpoložljivih prvenstvenih točk. Cel vikend je bil v bistvu čisto v redu, proga je bila malo slabša, ampak smo v bistvu še zmeraj lahko zmagali, bili hitri in to je to. Še najbližje mu je prišel Etienne Kantar Božič, skupno je znova končal na 2. mestu, na najnižjo zmagovalno stopničko pa je stopil hrvaški voznik Tonko Tulić. Dirkaška akcija v mini cestno-hitrostnem motociklizmu se bo nadaljevala junija, ko bo v AMZS Centru kartinga in motošporta v Sloveniji vasi na sporedu 4. preizkušnja državnega prvenstva Slovenije. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. La Motte-Landeron v Franciji je gostil kvalifikacijsko dirko posameznikov za uvrstitev v finalno serijo Evropskega prvenstva v Speedwayu. Na njej je slovenske barve zastopal Svencerjak. Mladi voznik iz Senovega je zasedel 12. mesto in se mu ni uspelo prebiti v finalno serijo 4 dirk.
nedeljo 24. maja bo v Lukovici na sporedu druga preizkušnja sezone za točke državnega prvenstva Slovenije v trialu. V nedeljo 31. maja bodo na dirkališču Slovakia Ring hrumeli motocikli na tretji dirki državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. V nedeljo 31. maja bodo na sloviti radizelski progi vozili tretjo dirko sezone za točke Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu.